Prijazno pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci Radia Maribor. Upamo, da ste že na megahertznem peronu Radia Maribor. Na vrsti je namreč nova tedenska humoristično-satirična oddaja Zijalo tedna. Naj vam takoj na začetku zagotovimo, da je oddaja satirično uravnotežena. Kako to misliš, satirično uravnotežena? Ja, zanašajo tako v levo kot v... Ne? A jo je mogoče Juncker napisal? Ne, ni je napisal Juncker, ker se mu... Roke tresajo. Pa dobro, nehajte že enkrat s temi zlobnimi pripombami. Torej, kot rečeno, oddaja je satirično uravnotežena in poskusna. Aha, tako kot Šarčeva vlada. Veš kaj, šarec gor, šarec dol. Dejstvo je, da smo se zahvaljujoč njegovi trmi in vztrajnosti izognili novi naravni nesreči. Misliš ponovljenim parlamentarnim volitvam? Jasno. No, ene volitve nas pa letos vseeno čakajo, ne? Ja, lokalne, v mesecu novembru. A veste, da se zna zgoditi, da bo na lokalnih volitvah kateri od županov ostal brez novega mandata, čeprav je odlično opravil svoje delo? Imaš konkretno koga v mislih? Ja, recimo mariborskega župana Andreja Fištravca. Počakaj. Po tvojem je Fištravec odlično opravljal svoje delo? Ja, seveda. Samo pomisli, kakšen biser mora biti mariborski župan Andrej Fištravec, če so se bili Mariborčani zaradi njega pripravljeni odpovedati takšnemu dragulju, kot je Franc Kangler. Cenca Marinca, spet bo kandidat. Fištravec napadel, novi bo mandat. Kangler naveličal vse je lubenic, zelja in prašičev evrčkom navzlic. Upajmo, da pride še kak nov obraz, ki bi si zaslužil naš volilni glas. Cenca Marinca, kocka bo perajt, ko novembra pride spet volilni cajt. Cenca Marinca, kocka bo perajt, ko novembra pride spet volilni cajt. Sakramenske kocke! No, zadnje čase letijo tudi proti novinarjem. Napadi na medije se kar vrstijo. Recimo, incident pri Žavbijevih, pa napad na TV ekipo v Novi Gorici. Ja, kot kaže, bodo novinarji v kratkem primorani svoje novinarske izkaznice zamenjati. Za kaj? Za orožne liste. Ata! Kaj je, pubec, kaj se dereš ko opica? Ata, medije so prišle. A ja? Ja, kaj bi pa te radi? So rekli, da bojo snemali. Da ne bi ki? Ja. Samo naj probajo, če upajo. Odšubaj jim kamero v kup zlamaj. Si zastopo? Ata, če pa nimajo kamere. Kak nimajo kamere? Kak bojo pa te snemali? Nimajo, so rekli, da niso od televizije. Ja, od kje pa te so? Od radije. Nema veze, te jim pa radio v kup zlamaj. Samo Ata, radije tudi nimajo. Kak nimajo radija, če so pa z radija? Nimajo, Ata. Ja nič, te jim pa frispage pisu kup zlamaj. Kamerman po cesti gre, pa novinar zraven je. Pa novinar se izmed vseh spozna, ker modrico nad očesom ima. Pa novinar se izmed vseh spozna, ker modrico nad očesom ima. Srajca je raztrgana, kamera polomljena,
Pa povejmo na glas, to na žalost je vse prej kot špas. Pa povejmo na glas, to na žalost je vse prej kot špas. No, pa se še enkrat pomudimo pri aktualni politični situaciji. Dobili smo vlado in kompletirali ministrsko ekipo. Pisatelj France Bilk bi to koalicijo najbrž poimenoval Lukec in njegov šarec. Najprej je mislil, da bo prav evangelij po Mateju, zdaj pa je dobil pasijon po Luki. Ne bomo lahko. Zdi se mi, da je vseeno stopil nekoliko prevelike čevlje. Veš, baba zopevna, kva pa govoriš, no? Če te čevlji žulijo, si jih pač sezuješ in obuješ take, ki te ne žulijo. Na cilj lahko poideš tudi v copatah ali pa bos. Je uglihen dvek, sam da stem. V vladi Serpentinšek bo strančic spet imel. En dan v tednu pa z lukomescem bo čepel. V vladi Serpentinšek bo držal pesti, da vse skozi jih levica gor drži. V vladi Serpentinška, v vladi Serpentinška, v vladi Serpentinška, zdaj levica gor drži, zdaj levica gor drži. V vladi Serpentinška bo slej ko prej hudič, rjavec svoje goni, Alenka je žlehte klič. V vladi Serpentinška bo Luka glavni škorec in upajmo, da šarec ne bo le dvorni norec. V vladi Serpentinška, v vladi Serpentinška, v vladi Serpentinška, zdaj levica gor drži, zdaj levica gor drži, zdaj levica gor drži. Za mnenje v vladi Marjana Šarca smo na Triglavo povprašali tudi predsednika Slovenske demokratske stranke, sicer relativnega zmagovalca in absolutnega poraženca letošnjih parlamentarnih volitev. Pa poslušajmo, kaj je povedal naši dežurni alpinistki Mojci. Pozdravljeni, gospod Janša. Bog živi Slovenijo. Očitno vse poti vodijo na Triglav. Oziroma v Murgle. Odkot pa ste vi? A ste od naše, mislim, od Nove TV? Ne, od RTV, Radio Maribor. Aha, režimci torej. No, pa naj vam bo, ko ste že prilezli tako visoko. Kaj vas pa zanima? Malo prej ste dejali, da bodo tisti, ki povezujejo in sodelujejo, nagrajeni. Tisti, ki ločujejo in razdvajajo, pa kaznovani. A ste imeli konkretno koga v mislih? Poglejte, tistih, ki ločujejo in razdvajajo, je zelo veliko. 3 dni bi jih lahko našteval. Takih, ki povezujemo in sodelujemo, je pa zelo malo. Na prste desne roke bi nas lahko prešteli. Ja, razumemo. Torej, vlado smo dobili. No, nismo je dobili mi, ampak strici. Kako pa ocenjujete gospoda Šarca? Mislite gospoda Serpentinška? No, Serpentinšek je pravzaprav lik, ki ga igra. Tudi Šarec je lik, ki ga igra. Kje? Ja, v lutkovnem gledališču Murgle.
Janez pa psuje in se huduje, kdaj so ti marsovci padli z neba. Niso dol z Marsa, zopet je farsa, v Murglah so skuhali tale brodet. Laj, 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 v Murglah so skuhali tale brodet. Tako, končali bomo s črno kroniko. V Beogradu so pred časom ustrelili znanega beograjskega novinarja, ki je njega dni branil tudi zloglasnega srbskega predsednika, vožda Slobodana Miloševića. Zadnje čase pa je zagovarjal in branil v glavnem samo kriminalce, mafijske šife, poklicne morilce in podobno. Ja, kdo ga je pa počil? Govori se, da mafija. No ja. Poslušaj, ko smo že ravno pri advokatih, imam eno hipotetično vprašanje. No, izvoli. Recimo, da doživiš brodolom nekje sredi oceana, daleč na odprtem morju. Koga bi tam raje srečal? Advokata ali morskega psa? Jasno, da advokata. Vidiš, jaz pa ne. Jaz bi pa tam raje srečal morskega psa. Ne razumem, zakaj? Zakaj? Zato, ker bi v tem primeru od mene ostalo vsaj nekaj. Kot vedniku nikar, odnesel vam bo ves denar, pa še brezgat, odšli so mnogokrat. Olupil vas bo do kosti, fiškal je pač brez milosti, zato se prav, da ti nikar splahnil bo vas denar. Tako, spoštovani poslušalci, to je za danes vse. Upamo, da med oddajo niste zadremali. Če pa ste, se nadejamo, da ste imeli prijetne sanje. Z vami smo bili člani satiričnega gledališča Uščip teater iz Slovenske Bistrice, Dejan Kalan, Marjan Krajnc, Mojca Kos, avtor besedil Drago Čoš in tonski tehnik z zaščitenim štajerskim priimkom Simon Šprajcer. Se slišimo! On je prvi bil všeč mi, ker je bil tak navizen. Se slišimo? Ja, tistega prvega.